Lep pozdrav iz Egipta. Tole, kar vidite za mano, je reka Nil. Jaz pa v bistvu stojim tukaj v, bi rekel, puščavi. Tukaj mivka, čist, dol sipina, ene 100 metrov. Sem hotel tudi, da bi dol po sipini tekel, ker to mi je hud užitek. Ampak sem probal sam par korakov narediti in je tako vroč pesek, da sem pol tekel gor, pa skočil na superge, da si nisem noge opekel, oziroma opekel sem se jih, ker me še zdaj majčkeno peče vse skupaj. Drugače pa tukaj sem v mestu Asuan. Tukaj približno sem rabil pol urce iz hotela, v katerem sem nastanjen, da sem prišel. Tukaj je tudi zanimivo, so neki tempelj, neke katakombe, grobence, zelo zanimivo, čeprav ne neki turistično zelo znano, ampak meni ena bolj zanimivih stvari mogoče za videti. Verjetno tudi zato, ker je tukajle, mislim, meni je to lepo, meni je ta puščava, reka, glejte, odzadaj imate še otoke na Nilu pa tako naprej. Meni je to fantastično, tako da mogoče mi je zato tako všeč. Gor je tamle en hribček, je tudi neka taka, kot bi rekel, kapeljica, se lahko fino usedeš, senca je, opazuješ dol Nil, mesto. V glavnem meni je tukajle super. Danes se sicer odpravljam naprej oziroma nazaj v Hurgado. Zdaj, potovanja niso samo lepa, imaš tudi marsikaj tacga zraven, ki ti ne paše. Recimo, jaz imam danes ob 5. popoldne imam nočno vožnjo do Hurgade. Vožnja traja po voznem redu 11 ur, so mi pa že kar povedali, da se bo to na 12 ur zavleklo. Pa tudi tukaj ni nekih zelo dobrih avtobusnih povezav z Hurgado, tako da je to samo ena avtobusna kompanija voz in tudi nimaš kaj izbirati. Jaz sem do zdaj vse hodil z neka firma GoBus je in imajo res super avtobuse, tako da tole imam pa občutek, da bo bistveno slabši avtobus. Sklepam tudi potem, ker je bila cena za 12-urno vožnjo, sem dal, koliko sem pa dal? Samo 7 evrov sem dal, ne, tako da. Ampak upam, da to mine, tako da zdaj sem v eni taki situaciji, ki se sploh nekaj ne veselim, da bi rekel, da se ful veselim zdaj naprej, kaj se bo naredilo. Zdaj sem v situaciji taki, da samo čakam, da bo ura jutri zjutraj ob 8, da se namestim v hotel, od takrat naprej se bo spet užitek začel. Zdaj bom vsaj pripravljen za avtobus, ne tako, ko sem v nočno vožnjo iz Kaira v Luxor, kjer sem se premalo oblekel in me je, ne vem, koliko bi rekel, 6-7 ur skupaj zeblo, ko psa me je zeblo, ne. Ruzak, ki ga imam, sem ga takole dal na noge, pa še sam se malo stisnil na njega, da sem se malo grel, sem pol, ko sem se na ruzak naprej stisnil, me pa po hrbtu začelo zebsti. Tako da ne znam jaz tu dobro oceniti, mislim, preveč sem površen, tudi glejte, tukajle v Asuanu je zdajle 32-33 stopinj, ne. In zdaj, kaj bo človek razmišljal v dolgih rokavih, ne. Sicer jaz sem vzel dolge rokave, ampak tudi ene tanke, to je čisto premalo, ne. Tako da danes bom vzel dolge rokave, plus še eno veliko brisačo, ki jo imam, da če se treba zaviti ali kakorkoli, tako da danes me zeblo ne bo. Upam sem, da bo med sedeži dovolj placa, ali pa da ne bo gužva na avtobusu, tako da se lahko čez 2 sedeža uležeš, je to le veliko boljše. Tako da pol mi pa še ostane slabe 3 dni Hurgade in to je to, pa se vse skupaj konča. Ta potovanje, bilo je zanimivo,
veliko zanimivih stvari sem videl, doživel. Poglejte si malo moje videe na YouTubu, na Instagramu, na Facebooku, posod me najdete po Tomaž Gorec. Če so vam všeč, napišite kakšen komentar, všečkajte. Mislim, da imam par res zanimivih videoposnetkov, ki se jih splača pogledati. Drugače pa včeraj sem tukaj v Asvanu, ko pridem samo eno turo in ko to končam, rečem temu šoferju, naj me nekje v centru pusti in me pusti tam pri železniški postaji. Sem rekel, nič, grem jaz nekaj jest, ne, in seveda, ne, najbolj enostavno pa najbolj sigurno je McDonald's. Vtipkam jaz v Google McDonald's, 500 metrov stran, super, pa še lepo čist ob reki. Sem rekel, to bo super, ne. Pridem do ke, da bom not vstopil, pravijo pa zaprto. Sem rekel, sranje, kačem pa zdaj. No in grem naprej v mesto in vidim tam nekje, tako bom rekel, kar lepo urejeno, neki žar imajo in pečejo nekaj. Jaz grem malo na blizu to pogledat, vprašam, kaj to imajo, pa začne nekaj razlagati, pa on pa tret. Sem rekel, če mi lahko naredi samo teletno. No in sploh nisem vedel, kaj bom dobil, grem noter, cena je bila 2,5 € in pol mi prinesejo neki tacga kot čevapčiči. Tudi v Turčiji je, samo da je noter votlo, se pravi, oni čevapčiče nasadijo. Tisti prinesejo, neka porcija je bila taka, če bi z Bosno primerjal, bi rekel med 5 in 10 čevapčičev, bilo je več kakor 5, v Bosni pa manj kakor 10. Plus solato še so mi prinesli, paradajz, paprika, pa še nekaj omako, pa lepinjo. No, in to je bilo 2,5 €. Te čevapčiči pa odlični, res odlični, tako da pol že, ko sem jih pol pojel, sem se spomnil, da kako bi še čebula zraven pasala. Pa sem rekel, zdaj, ko sem že pol pojedel, ne bom težil še za to čebulo, pa prednjo bojo prinesli, pa bom že vse pojedel, ne. Tako da to sem ful dobro najdel, tako da je bilo ful dobro za pojesti, pa tudi čist poceni. Pol sem šel pa še sred mesta v eno lokalček na kavico, tudi prijetno se usedeš, malo opazuješ. Luštno, luštno. Tako da, lejte, tole bi bilo to, tlele iz Assuana. No, kaj vse sem v Assuanu videl. Nasserjev jez, pa jezero, to je tle, ko so naredili hidrocentralo, to je fantastično, to sem si od nekdaj želel videti, to se je spomnil že iz osnovne šole, ko smo se pri zgodovini, nam je učiteljica govorila o tega Nasserjevega jeza in redke stvari sem se jaz iz osnovne šole zapomnil, ker me šola ni absolutno nič zanimala, ampak to sem se pa zapomnil. In včeraj, predvčerajšnjem, preden sem šel to pogledat, sem na Wikipediji še prebral tega Nasserjevega jeza in sem se vse spomnil, da je to učiteljica povedala, ne, tako da mi je to bilo že takrat interesantno, seveda dokaz je to, da sem se zapomnil, ker drugače se ne bi zapomnil, ne. Tako da to mi je bilo zanimivo, zanimivo mi je bilo, ne, odzad za jezom, ne, tukaj že to reko, ki jo vidite, je ogromna, ampak tam za jezom se pa v bistvu, bi rekel, morje naredi. In to je Nasserjevo jezero, ki je dolgo 500 kilometrov, celo v Etiopijo, ne, v Sudan, Sudan je naslednja država, sega. Tako da to, mislim, meni je bilo fenomenalno. Potem tam neko nubijsko vas sem šel pogledat, tudi zanimivo. Pol tamle neke nedokončane, neke zgradbe, obelisk. Tisto mi ni bilo tako zelo zanimivo. A pa na en tempelj, na en otok sem šel, to si tudi video na YouTubu poglejte, tudi super. Tako da, veliko zanimivih stvari, no. Ampak tole danes, ne, mi je pa super. A še to naj vam povem. Vi, ki potujete, če potujete seveda, dajte mi povedati, a rezervirate hotele preko Bookinga, ali se to kako drugače dogovorite, direktno ali kakorkoli. Glejte, jaz sem ugotovil, da je to daleč najboljše preko Bookinga rezervirati.
nimaš nobenega pregovarjanja, to je ta prva zadeva. Druga, še bolj pomembna je pa ta, da imaš ti sobodajalca v šahu, ker se vsak ful boji negativne ocene. Ful se boji, ker meni je najbolj pomembna ocena ljudi. In lejte, kaj sem jaz to danes izkoristil, sicer bom človeku nekaj plačal, ampak tudi če mu ne bi lahko. Jaz nekaj vprašam, jaz imam ob 5 imam avtobus. In ob 3 sem rekel, šel tle, moram je čez reko, pa za vsak slučaj, da sem malo prej. Pa sem rekel, kdaj je check-out, pa prav ob 12. Pa že to je najbrž ob 10 ali 15, pa mi je zaradi lepšega rekel ob 12. No in, sem rekel, ja prav, a rabiš dlje? A sem rekel, ja, avtobus imam ob 5 do 3. Je rekel, ni problem. To je tudi zato, ker ga imaš ti v šahu, ker se boji, da moraš drugače slabo ceno dal, če te ne bo pustil. Ker ljudje smo taki, ne, čeprav ni njegova nobena dolžnost, da mene pusti 3 ure dlje v sob. Verjetno mu to zakomplicira, kaj, ne, pač dogovorjeno imamo do takrat in to je to, ne. Ampak ljudje smo taki, da če me ne bi pustil, bi avtomatsko mu malo slabše mnenje od njemu. Čeprav če zdaj razmišljam, ga ne bi smel imeti, ampak podzavestno ga bi imel. In ko bi na Bookingu ceno pisal pa review, bi majčkeno slabše siguren povedal. Razen, če bi se glih tega spomnil, bi rekel, ne smem biti zdaj pristranski, ker me je zavrnil, to ne smem upoštevati, pa tako naprej. Sam ljudje običajno nismo taki. Tako da jaz kamorkoli grem preko Bookinga najboljši. To je to, lep pozdrav iz Asuana. Se vidimo v Hurgadi. Adijo.